No, Trump je spremenil svoje stališče do Izraela, oziroma še pomembneje, do lastnih politik. Poslušajmo, kako podpredsednik J.D. Vance to razloži. Zakaj ne moremo vsi takoj videti memoranduma o soglasju? Obstajajo občutljivosti v arabskem in muslimanskem svetu, na katere skušamo biti pozorni. V bistvu, ali je res pomembno, če dogovor pride ven v sredo ali v petek? Ne. Kakšne so občutljivosti Arabcev v Iranu, Pakistanu in Katarju? Povejte mi, kaj to pomeni? On je v občutljivih pogajanjih z Iranci in z njegovega vidika mu Izraelci povzročajo težave, ker daje Irancem iztočnice za pogovore. Morate ustaviti Izraelce, morate ustaviti Izraelce. To je res super, Trump. Najlepša hvala. Moj problem z njim je, kako si drzne reči, da ubijamo preveč ljudi in da rušimo stanovanjske stavbe, ker niso samo Hezbolah. Kako si drzne? Naj te nekaj vprašam. Ko zmaguješ in si odstranil vse te ljudi in imaš tiste džihadistične islamiste, ki držijo hormuško ožino za talca, jih ne briga. Ubili bodo vse svoje ljudi, samo da ostanejo na nogah. Takrat kapituliraš. Takrat rečeš, naredimo dogovor. To ni diplomacija. In naj povem, če je v tem dogovoru, po mnenju vseh zlobnih akterjev, ki pritiskajo na Trumpovo administracijo, če je v tem dogovoru piše, da bodo podpisali le, če vsa bojišča prenehajo z ognjem in Izrael mora evakuirati Libanon. Verjetno ga to skrbi. In če to piše v memorandumu o soglasju, naj nam Bog pomaga vsem vam, ki mislite, da si Izrael želi mrtvih ameriških vojakov ali kaj podobnega. To je smešno. In povem vam, Izrael, če bomo morali iti sami, bomo šli sami.